Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Danes je z mano eden tistih glasov, ki ga na slovenski glasbeni sceni zagotovo prepoznate takoj, ko ga slišite. Je tisti glasbenik, ki mnogi pravijo, da je enako zabava, žur, dobro razpoloženje, pa tudi romantika. Zelo sem vesela, da je z mano v studiu danes Samuel Lukas. Semi, živijo. Čau, kako si? Se veš, jaz ti včasih kar Semi rečem, Prosim, povej mi Semi. Ker je krajše, pa zdi se mi, da ti veliko ljudi tudi tako reče. Ful me kliče tako. V bistvu ni važno. Meni je važno, da me ljudje pokličejo. Ni važno, kakšno je ime, ampak če se s človekom pozdravim, je vseeno, kako mi bo rekel, ampak važno, da se nasmejano pozdravijo. Da ne bom zignorirala tvojega vprašanja, hvala, dobro sem, kako si ti? Super sem. Si? Utrujen kaj? Zelo, v bistvu zaradi tega, ker zadnje čase, to je se nabralo toliko tega, ker jaz delam to plato novo, ne, in ta plata nova je že 1 leto v nastajanju in je bila narejena, v pol leta sem jo naredil in sem spremenil totalno zvrst glasbe, ki je bila preveč pop, potem pa sem naredil, ko sem rekel, čakaj se. Zakaj bi se vedno prilagajal, ne? Pa bi nekaj probal narediti neki pop, da bo to kao full fine in nice. Rekel, gledaj, vse fine, nice je lahko tudi soul, funk, rock, blues. Rekel, tega se drži. In grem, sem spremenil vse komade, skoraj vse. Sem spremenil aranžmajsko in besedila potem popravljal, ker sem vse naredil sam. Je kar je bilo takole, no bom rekel, akcija, ampak zdaj se približujem koncu. In se veselim tega, ko bom rekel, no zdaj pa sem končal. Zdaj pa, glede na to, da si tole povedal, da si nekje na sredini vse spremenil, veš, da se moram tukaj dotakniti vprašanja, kaj, a to se zjutraj zbudiš, poslušaš te že nastale pesmi in rečeš, ne, to ni moja smer, Semi, gremo v drugo smer. Ja, veš, koliko sem se poslušal teh v 6 mesecih v njih komadov, da sem sam sebe prepričeval, da vse je dobro, no, da je pusto. No. In tako so mi tudi drugi govorili, pa vse je cool, ne, pa vse je dober pop, kao. So rekel, ne, nočem tega. Bom probal nekaj narediti na novo. In potem je jaz sem itak, kar se tega tiče, picajzla. In vsi me poznajo, da sem kao neki perfekcionist, sam sebi nočem tega priznati, ampak itak, da sem. In potem vse stvari, ki jih počnem, jih hočem narediti, da je res to 100%. In potem te zna tudi, recimo, mogoče zdravje opomniti, stari, imam prenehaj, ne. Probaj se malo sprostiti, pa vse bo v redu tudi tako, ne. Če so rekli oni, da je pusti, ampak ne. Teh 6 mesecev drugih je bilo pač napornih, naredil sem pa sem zelo zadovoljen, posneto z najboljšimi meni glasbeniki, ki sem se lahko sploh spomnil na njih, ne, in so tudi, ne vem, Jani HC, Marko Crnčec na klaviaturi. Imam 3 dobre klaviaturiste v bistvu notri v plati, tako da res Ivan Popeskič, ki je na Hrvaškem zelo znan producent, moj klaviaturist Sandor Božič, Marko Lazarič na bobnih, pa še na bobnih moj Vajs Boštjan, tako da v bistvu kitare na 3 strani. Mislim, zelo je, sem si želel te lovke malo razširiti, jaz imam veliko prijateljev, ki so dobri glasbeniki, sem rekel, da bom probal na ta način in sem naredil dobro. Zaradi tega, ker najprej sem posnel jaz bas, recimo, pa sem poklical, dej Jani, kako bi ti to naredil, ne? Rekel, dej Semi pošli, ne? In mi pošli v 2 dneh, sem rekel, okej, Semi, ne igraš več basa, Jani, posnemi vseh 15 in tako da je pa 15 komadov, no, tako gor na plati. In kakšen je naslov? Naslov je Še vedno. Še vedno? In veš, zakaj sem dal Še vedno? Ker sem iskal, itak je en komad, se imenuje Še vedno tu, ampak nima zdaj veze ta pesem s tem naslovom, ampak sem dal zaradi tega, ker na 2019 sem dal Sebe dajem ven. In v bistvu na tem sem dal res mak sebe, koliko sem lahko dal, ne. In zdaj v bistvu sem naslednjo plato, sem rekel, kaj bom zdaj dal naslovi komadov, mislim, to ni to, ne, potem sem ta Še vedno. Ja, kaj pa že dal Še vedno, pa v bistvu ne vem, itak še vedno sebe daješ, ne, v bistvu še vedno si na tej poti, ne, še vedno ljubiš, še vedno vse ljubim sebe dajem. Rekel, okej, dej probaj narediti to, pa še vedno nadaljevanje sebe dajem, ampak v bolj ljubezenskem stilu, besedil. Ko si pisal besedila, si
črpal pri sebi iz svojega romantičnega pridiha? V bistvu veliko. Rekel, Petra, to je zate. Petra, to je zate. Koliko ima Petra enih Petra, pesem? ne bo samo to zate. V bistvu ljubezen je velika beseda, in v bistvu je široka, kar sem v bistvu razporedil to ljubezen. Vse imam tudi besedilo za mamo, recimo, pa je to tisto ljubezen velika. In napisal sem tudi, Petri sem tudi posvetil eno pesem, ampak sem rekel, gledaj, moja ljubezen je več široka, imam toliko ljudi okoli sebe, ki jih ljubim in bom naredil besedilo. Pa sem rekel, a bo to pasalo v temu funku, rocku, bluzu, a bo to pasalo v ljubezensko, ne bo preveč sweet. Potem, ko sem zapel, rekel, to bi šlo. Rekel, super. In potem zdaj pa v bistvu tudi moji glasbeniki, ki niso bolj, oni so bolj rockerji vsi, ki jih imam zdaj 12 v bendu, to je malo preveč za slovensko sceno, ampak to je ono, ko sem rekel, sem perfekcionist. In so tudi oni so rekli, da jim je ful všeč, vsak se najde v enem komadu. Rekel, to je cilj verjetno, da v bistvu se bo tudi vsak najdu od ljudi, ki bojo poslušali to, se bojo najdli vsaj v eni pesmi, če je, sem zadovoljen. Ker ljubezenska besedila nekako vedno bolj povezujemo s popom, ne? Ja, na nek način, ne? Ampak si uspel torej tudi v to zvrst umestiti. Ja, kar mi je bilo bolj triki, ker sem rekel, zdaj ne boš izpadel preveč sladunjast, ne. Pa sem rekel, to moraš probati, pa kar bo. In tisti komadi, ki so bili res pop, ki so imeli ta besedila, verjetno nekateri mi bolj pasalo tisto tam. Meni pa je ta ritmika, ta všeč, ta kitarski blues, ta funk, brasi, sekcije, to je vsega. Zdaj, ko razmišljam, res si mogoče, a lahko rečem, da po dolgem času res poslušal in sledil sebi. Ja, to je to. In čeprav so mi tudi govorili, ne vem, ko sem bil v studiu, pa sem snemal vokal, pa sem jaz bil jaz. Itak sem bil jaz, in nisem si želel neki, ker jaz sem vedno v življenju pel angleško, pa ne vem, največ v angleščini sem se izražal. Veliko je bilo tudi coverjev, ne? Coverjev. In zdaj rekel, gledaj, če hočem funk, bom pač tako zapel in tako se počutil in tako mi je bilo, In potem če sem rekel, ne, zapoj mi to malo drugače, to besedo, kao bolj nežno, bolj, veš, ne vem, pa ej. Sem rekel, gledaj, če bo kje, bi je kje, naj ostane tako, ni kje, Pač je veliko teh ejo, za nas Primorce ful težko narediti, ampak jaz sem takrat to začutil in je cool. Tako sem pustil, Tako da, verjetno to je kakšen lab notri. To so pač tvoje korenine in to si ti in zakaj bi konec koncev to tudi prikrival in skrival, ne? Točno to, Sej v bistvu glasbenik si, da se izražaš. Če se ti izražaš po svoje, to samo plus, ne more biti minus, In nekateri se bojo najdli v tem, drugi pač bojo rekli, pač to ni to. Itak sej noben, ne more vsak biti všečen drugim, Seveda. To je normalno. A lahko rečem, če pa ne me pa popravi, da te je širša javnost, kar se tiče Slovenije govorim, spoznala takrat, ko si prišel ven, ko je bil Toše Proeski tisti, ki si v bistvu ga, ne bom rekla imitiral, ampak prepeval njegove pesmi. Glasovno se mi zdi, da smo lahko ga zelo slišali, a ne? Hkrati si pa bil ti, hkrati si pa nisi želel takrat biti nov Toše Proeski, ker pač, ne? Veš kaj, meni je bilo to v bistvu velik izziv, ker itak Tošeta sem, meni je bil to itak. Oboževal. Še vedno sem, še vedno mi je en izmed top vokalov, ki jih je bilo. Ampak to je bila 10. obletnica njegove smrti, sem rekel, ok, idemo se nekaj narediti. Sem rekel, z bendom, ki imam dober bend, sem rekel, idemo narediti, pa naredimo 3-4 koncerte, tako da bo za to 10. obletnico, ne rabimo zaslužiti nič, nam je pač fajn, da se spomnimo človeka in se mu klanjamo. Mene so res poznali takrat večina te, ki so res prihajali na koncerte, pa so rekli, sploh nismo vedeli, da je to tako dobro. Tisto, kar je bilo, ne vem, 2008 sem se vrnil domov, 2009 sem bil na EMI. To so moji začetki, ki jih ne bom nikoli pozabil, sem hvaležen za to, ampak to nisem bil jaz, recimo. To smo probali narediti nekega Samuela Lukasa, ker nimam pojma kaj, ampak sem hvaležen za to, da so me spoznali. Kako te ljudje spoznajo, kot da greš nekam na EMO. Na EMO, pač EMO je bilo nekaj največ, kar je bilo in kaj me ljudi Moren Sonca, kaj je slovenska popevka in to se konča, kako da te spoznajo. In slučajno sem srečal na eni žurki Klinarja in mislim, Anja Rupel tudi, da je bila takrat na žurki, da gremo narediti en komad.
rekel, ja, probati, jaz itak nisem pel nikoli v slovenščini, sem leta 95, ko smo bili isto na Emi z Joanno in ampak to je pa 95, koliko sem star? Wow. 25, dobro. In potem smo naredili komad, v sebi zate dal, rekel, ok, super, odzivi so bili ful dobri, tretji sem bil, rekel, super, da nisem zmagal, že na začetku, da bi šel na Eurovizijo, pa bi padel dol, ne. In potem sem sam postopoma začenjal, gor je bilo garanje, ker jaz sem prišel iz Švedske, ker sem imel že za naslednje leto cel program narejen pač z bendom, ker smo bili res najbolj prodan bend. Mi smo imeli to že in letala in hotele in se pač mi smo imeli že vedeli, sploh nisem rabil se sekirati, sploh nisem vedel, kaj pomeni show biznis v bistvu, kar se tiče organizacije. Ko pa sem prišel v Slovenijo, sem rekel, ok, kaj pa zdaj? Ne, sem vzel kitaro in se šel po kafičih. To se mi zdi en velik fenomen, lahko temu mogoče celo tako rečem. Tako kot si zdaj le rekel, ne? Na Švedskem nisi bil samo glasbenik. Tam ste bili glasbeniki. Tam smo bili priznani, smo bili umetniki, v bistvu, pa vsi so, ko so glasbeniki, so tam zelo lepo sprejeti in ti dajo priložnost biti nekaj, če si dober. Itak, če nisi dober, ne boš. Pri nas pa je ful tega. Ja, nisi dober. Cool, si poceni, v redu, pridi. Recimo. Ja. In v bistvu to nasprotje, a ne? Tam zaželeni, tam opevani, tam zelo prepoznavni, tako kot si rekel, tam se niste rabili grebati za špile, za koncerte, sami so prihajali, celo v bistvu naročniki so se zelo za vas grebli, ne? Da so vas lahko imeli, potem pa prideš v Slovenijo, kjer greš iz nule. Naročniki v bistvu so bili večji, ki mi jih nismo niti poznali, ne? Ker v bistvu smo delali itak prek menadžere, ki je pač to vse delal, mi smo samo prišli, oddelali svoje, smo šli, ne? In zdaj, v bistvu, ko gledam Jokerje, v katerih mestih so, ne, tu sem bil. To je ono. Podoživljaš malo. Ja, rečeš, ok, cool, super, pa sem ful vesel tudi za njih, ne, Joker, so meni ful dobri frendi in prav ono, ko jih gledam gor, kako rastejo vse posod, neko, no to pa je nekaj, ne. A bi, glede na to, da zdaj daješ še njih v spredje in ta prepoznavnost, ki jo imajo tudi oni tam, a bi rekel, da je lažje potem tam? Kaj je drugače? Kako je lažje? Če si dober, če si poseben, če si res nekaj drugačnega, je wow, ne? In to te takoj sprejmejo. Je pa res, da je veliko tega tam. Ti imaš tam ogromno glasbenikov, ta industrija gor je res taka, da to samo gledamo, kaj ta srednji je dober, je kao, wow, to je dober, ne rečeš in potem ti imaš srečo, da padeš v en tak rok. Mi smo bili internacionalni bend. Mi smo bili v bendu, so bili in Švedi, in Finci, in Hrvati, in Nemci, in Slovenci. Ne? Mi smo bili kar zmešani, nas je bilo 9. Ne? In nam je bilo ful tako, vse posod smo se dobro znajdli. Ne? In ko smo bili ta international, smo imeli neko drugačno energijo. Vsak je dodal neko svojo energijo. Ne? In tudi še ta Finski je bil cool, ko oni so res... Bolj zaprti? Ja, da so ful kulturni, ne, kao, pa dej sprosti se malo, ne, se bo, nekaj, mi smo bili mlajši, tako ljudemo, ne. In še on je postal potem v bistvu tak podoben, kot smo mi, pač oni imajo temperament drugačen, Švedi imajo že malo višji temperament, pa smo se nekako s temi temperamenti dobili na eni liniji. Ampak tudi tam ste v bistvu zelo veljali za bend, ki naredi žurko, ki bo dvignil neko razpoloženje, ne? In veliko je bilo tudi nastopanja po raznih ladjah, kjer so ljudje prišli žurati in se odklopiti. Mi smo delali 15 dni na kopnem, 15 dni ladje. Nam je bilo ladje so nam bili zakon, ker itak, to je arena. V tej areni je v bistvu 3000 ljudi, 2500 ljudi, to je ful ljudi. Mesto na vodi, ne? Ja, imajo in program, ne vem, show program, pa potem smo mi bili band neki v bistvu držav. In to je tudi, jaz bi predlagal vsem našim mlajšim, ki imajo voljo in željo iti nekam, se naučiti je super, ker v bistvu se res imaš ti konstantno vsak dan nastope, ti dobiš tako znanje, v bistvu glasbeno znanje in se tvoj inštrument postane čisto drugačen, kot je bil prej, ne, zaradi tega, ker si na njemu konstantno in vedno hočeš nekaj novega narediti, se izpolnjuješ, ne, z vsemi dobrimi glasbeniki se naučiš tudi nekaj dobrega. Ne. Kako pa se spominjaš tistih časov, tujine? Ja, najprej je bilo meni težko, pač, mislim... Zakaj si sploh šel?
Zaradi tega, ker mi je konstantno prihajal gospod Bobnar, šef benda. Jaz sem delal v Kopru, sem delal v Lodži. Predtem pa sem bil že Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, ker sem rekel nikoli več tujina, ker to je bilo garanje. Itak sem se spet komulc dosti naučil, itak imaš željo komulc, ampak itak si brez denarja konstantno. In potem sem rekel, ok, bom se prišel domov, zaposlil, pač družina, službo sem imel in nastope sem imel za vikend. Meni je bilo dovolj, ne rabim več. Ne? In potem je prihajal konstantno, spomnim, ko je prihajal, da si naučil kapučin in sedi, pa je s temi, bi ti šel z nami na Finsko, sem rekel, ni šans. Jaz sem dal že tujino čez. Daj prosim, boš videl drugače. Ne, sem rekel, jaz imam doma vse, meni je v redu, ne rabim več kot je to, vse ni zdaj, da imam, da sem imel ne vem kaj, ampak meni smo dovolj, ne. In potem po 15, ko je prišel, rekel, daj bom razmislil, je bil itak vesel, potem sem vprašal doma, če je to cool, pač za 2 leti bi moral podpisati pogodbo. In rekel, pa dobro, no, pa pravi 2 leti, no, pa itak, ker mi je obljubil dober denar in vse, sem rekel, ajde, da probamo, ne. In itak potem sem začel gor, sem rekel, to je cool. Začetki, to je bil prvi band, ki sem šel. Je bil dober band, ampak ni bil tako, kot je bil tisti potem, ko sem šel v naslednje 4 leta, ne, ko sem bil. Je dobro, smo delali 128 dni vsak dan. Denarja je bilo, ne, ampak a pa si vmes kaj lahko domov prišel? Ja, ti si delal gor, ne vem, 2 meseca, pa si prišel za 1 mesec domov. Aha. Pa tako na ta način je bilo. Torej, da si vseeno imel malo stika. Ja, to je 8 mesecev, kar naporno bilo, ne, ampak kako bomo zdržali, da je to 2 leti, ne. Tako da tukaj mi je bilo najbolj žal, da sem šel gor, zaradi tega, ker je doma je trpela situacija, ker pač mama mojih hčera, ne, ni zmogla vsega to sama, ne. Jaz pa sem podpisal pogodbo. Če bi šel ven, pa če bi zapustil, je to 36,000 evrov, bla. In tega denarja nisi imel, ne, da bi šel zdaj, da bi prekinil pogodbo predčasno, ne. In se je zgodila ta slaba stran, v bistvu, da sem jaz pač, da je moja bivša žena šla stran, zato je bilo nekaj najhujšega, kar sem doživel 1 leto, mi je bilo težko potem zdržati še. Potem pa, ko sem se ločila, potem pa sem kar potem podaljšal in sem ostal še naprej. Ne. Včasih zmotno mislimo, da recimo v tvojem primeru, ko se je to zgodilo vmes med to 2-letno pogodbo, ne, da ja, sej ti je bilo hudo, pa si se verjetno žrl, ampak tam je bil drug svet, tam je bilo, pa verjetno to ni čistko, ne, ni da zdaj tam pa lažje potem to daš čez, ker si stran in verjetno še težje, ne. Ne, ni šans. Jaz, če sem pogledal sliko, sem se zjokal otrok. Recimo, po tem enem letu, ko so oni odšli stran, ne, pa nisem mogel prek sebi zaradi tega, ker sem rekel, kaj naredim, sem bil res v šah poziciji taki, da nisem se mogel iti ven, pa je bil že mat, ne, potem, ker sem zgubil. In je bilo ful težko potem meni se nekako sestaviti nazaj, pa po enem letu sem nekako, ajde. Pa vmes tudi otrok ne videti, ne. Pa ni druge, pač bom podaljšal še na 2 leti, ker ne vem, kaj bom počel doma, da bi jaz lahko mojim otrokom priskrbel, ker jaz prvi cilj je bil, da grem jaz ven, ne zaradi moje slave ali pa zaradi mojega nekega, da si želim nekaj več narediti, ker nisem vedel, kam grem. Če bi jaz vedel, kam grem, da bom jih pokliče, ne vem, da bom rekel brez veze, Džiboni, pa bom rekel, glej, si pri meni, bova skupaj, ok, bom vedel, kam grem. Ampak tle sem šel na pamet, ne. In je bilo, potem sem rekel, glej, njemu kaj, bom ostal še naprej in da bi jaz lahko pač za moje otroke poskrbel. Si potem v tem času tujine, a lahko rečem, na nek način na novo zgradil življenje tam? Ja, pa ne. Itak sem bil zgubljen. Imel sem se ok. Teh prve 4 leta mi je bilo bolj tako, ne, ker nisem vedel, ne, mislim, kako bo to zdaj šlo naprej moje življenje. A bom jaz kao tukaj, zdaj pa oni dol, a bom jaz zdaj kaj kot nek prijatelj, ker na koncu smo vedno bolj postajali prijatelji, ne. Ker nisi bil niti z njimi. Ja, ker si pač nisi konstantno. In itak po enem letu sem jaz poznal Tatjano Gospodično, ker sem bil z njo na Finskem in moja tretja hčerka je Natalie,
Tako da v bistvu ta tretja hčerka je meni itak tudi moj svet, ne. Ampak kaj se zdaj dogaja, ne. Jaz sem zdaj v Sloveniji, ona je gor. Prej sem bil gor, moje so bile tle, ne. Kontraslika. In zdaj kontra, ne. In zdaj se vidimo z Natalij, se itak smo v stiku, ampak ni to isto, ko si ti z njimi konstantno in je pravi mes bil v glavi, tako da zdaj pa nekako itak se imamo vsi radi. Pa si z Natalij bolj bil vpet v to njeno zgodnje otroštvo, odraščanje? Ne, ker jaz sem v bistvu zvedel šele po 10 letih, 6, pardon, da jaz imam otroka na Finskem. Mi je bilo nemogoče, kako, kje, ne. In itak, ne, sem iskal, ker nisem vedel priimka od te gospodičke, ki jaz sem bil z njo nekaj časa. Ampak kako si pa zvedel to? Jaz sem prek prijatelja, ki je delal na ladji. Okay. Njenega prijatelja, ki je delal iz istega mesta. In rekel, veš, da Vasa je ime na Finskem, a veš, da v Vasi je pač mala verzija tebe se sprehaja, kao. Kako misliš? Ja pravim, ja ti imaš hčerko ne, nimam. Pa da nimam, ne. In potem sem dobil sliko, mi je on skrivaj prinesel sliko, ker je tako ni hotela imeti kontaktov potem, ker pač itak nisva bila skupaj, ne. In mi prinesel sliko, rekel, ja, to ne more biti drugo kot moje, valjda, itak, ne, ista je Dajana, ne, s tem, ta starejša hčerka in ona so ful podobne. Nego je to, koliko je stara, 6 let, jaz sem vračal nazaj, itak, ne, itak sem bil samo z njo. Z računu. Bil sem z njo, sem rekel, okej, in jaz sem neskal in jaz sem jo najdel, ko je bila stara 8 let. Nisem mogel priti do stika, ker tudi on ni mi mogel povedati, ni smel povedati nič, ker mu je povedala, ne sme povedati. Jaz najdel slučajno na Facebooku, ker nisem vedel, kaj je Erikson, potem sem zvedel, da je Erikson. In ni Mila, ampak je Kamila, ne, je bila, tako da v bistvu jaz sem iskal čisto narobe. In potem sem potreboval 2 leti pisati maile, da bi me spoznali najprej, da bi sploh vedel, kakšen sem človek in vse, ker jaz sem konstantno pisal gor itak. In ko je bila stara 10 let, sem dobil kao zeleno luč, zdaj pa lahko prideš, ne, da jo vidiš, ne. In zašel gor itak, v Helsinki smo se odbili vsi skupaj. A si šel sam? Ja, sam sem šel. In sem šel v Helsinki, prvi sem šel sam, drugi sem šel s Arjano, smo šla skupaj. In prvi jaz gor in valjda so imeli na stadionu, so imeli te športne igre, tekmovanja, pa ne kaj ne. In rekel, okej, gremo mi na stadion, z mamo, in pravi ona, vidiš le rumene majice 1000 njih, in potem jaz kao povem, maj mogoče tista, pravi ja, oddalječ sem jo pač spoznal, oddalječ, ne vem, kako sem tako dobro videl, zdaj s temi očali ne bi videl nič. In sem rekel, okej, ko je konec bil, jaz počakal v parku in one dve prihajata, ne, če nekaj in to oddalječ, ona me ne gleda, in tako v filmu, na slow motion, ko gledaš, kaj laufaš proti drugemu in se stisneš, še držiš se 5 minut. To je bilo nekaj najlepšega. Si jokal? Ja, valjda je tako se to, ona pa drži me, ker ni vedela, na nič, ni znala angleško, ker je, oni so itak finski Švedi, ne. Aha. V bistvu itak počasi se učijo, oni pa... Ti pa tudi nisi znal jezika? Jaz finskega nisem znal, ne, valjda, ne, in potem sama sva se držala in sem ljubčkal. Držala, 5 minut, ona se ni umaknila, ker je bilo verjetno nerodno se umakniti stran. Da je bilo kot v filmu, ampak je, zdaj sva je tako, zdaj pa je že stara 24. Zdaj pa je pevka, rock pevka, tako da v bistvu sem rekel, res, da bomo vsi pevci. Samuel, kako težko, mislim, to si verjetno človek težko predstavlja, da dobiš en tak klic in tukaj je še en otrok. Kje si najprej začel, razen tega, da si želel imeti stik? Kaj si razmišljal? Zdaj je fino, da to povem tudi hčerama v Sloveniji. Ja. Kakšni so bili te koraki? A si bil tukaj kaj izgubljen? Si bil kaj zbegan? Ali te je kar vodilo nekaj, da si vedel, kaj narediti? Ja, meni je bilo vedno, jaz sem takoj povedal itak.
potreboval sem par dni. No. Mi je bilo vedno tako, bil je gor, pa ima otroka drugega. Ne. To je bilo ono, ne. In to, ne vem, a bojo razmišljati, ne, takrat, kadar ni bil z mami, pa se je zgodilo, kar se pač je zgodilo. In mi je bilo vedno tako, no. Imel se to podzavesti in nisem vedel, kako razmišljajo. Sprejeli so jo potem super, ne, ona je prišla tudi v Slovenijo, sem jo predstavil v Slovenijo, se je zaljubila v Slovenijo. In to je šele pred 3 leti prišla prvič. Ali pa... Ne. Ja. V bistvu, ker lih pred korono. Pol malo več, ja. Sorry. Nič hudega. Ja, leta grejo. Ja, in dvakrat je bila v Sloveniji in zaljubljena. Ne more razumeti, kako v bistvu v tako kratkem času prideš in do gore, jezera, morje, vse je wow, vse je res lepo bilo. Tako da v bistvu je tako, da se zdaj vidimo enkrat na leto, ampak to je enkrat na leto kvalitetno. Mislim si, da je verjetno takšna stvar, ne bom rekla težka, ampak to so neke situacije v življenju, ki niso glih najbolj lahke in ne, da bi jih človek si kar želel, da se mu zgodijo na nek način. Hkrati so pa v bistvu lepe, zato ker danes toliko in toliko let potem lahko živite lepo življenje, kljub temu, da je pa vmes bilo težko. Ne? Ja, itak. Je pa res, da če gre tata pogled, se bomo videli. Nikoli ne najde več časa za me, ampak jaz v bistvu sem tak, da če itak ne morem, jaz grem enkrat na teden na obalo in recimo dol mi je in mama in oče, ker mama je v domu in oče sta v domu. Mama je dementna, kar me ne pozna, to je nekaj najhujšega, itak, ker imaš mamo, pa te ne poznam, pa ne grem dol, pa je stisnem pa to. In grem videti Dejano, ki je starejša hčerka, in ta malega Filipa, ki imam vnuka 3-letnega. Tako da v bistvu jaz sem zdaj... Dedi! Nono! Ja, ne. Kaj si, jaz si nono? Jaz sem rekel Filipu, sem rekel, dedi, sem rekel, ko dedi, če sem jaz nono, sem rekel, pravi, ne, ti si v Ljubljani, ti si dedi. Kao oče pa njegov, ki je iz Kopra, pa je nono. Sem rekel, ni važno, samo ti me ne kliči, ko češ. Kakor hočeš. Je v redu, če ti je kul. A bi lahko rekel, da zdaj mečka noter prinašaš z vnukom tisto, kar nisi pri svojih? Ja, verjetno ne bom rekel, da ja, zaradi tega, ker jaz ga ne vidim tudi po en mesec, kar mi je najtežje. V bistvu rečem, če grem mimo, oni so recimo na poti dol proti Kopru, ne? In oni so dol Sinožeče. Veš, ko greš v Nibojni shod. In vi tako grem mimo in če nimam cajta, če grem na nastope ali če grem ne vem kam, grem mimo in rečem, tle so, ne mislim. Raj, kar ne pogledaš, ne? Ne morem iti, ker imam poln kombi mojih glasbenikov in gremo vsi skupaj dol. In potem reči, potem itak da probaš vnuka, ne, itak je to tvoj prvi vnuk, ne, to od tvoje hčerke, kaj češ lepšega, ne. Je pa, pravim, ne, če jaz grem dol, se vidimo, če ne, pa jim je težko priti v Ljubljano. Ja, vsak ima svoje obveznosti in se mi zdi, da smo zdaj res že kar nekaj časa zelo v enem takem obdobju, ko si ga premalokrat vzamemo in ker smo v tem nekem tempu življenja, pozabimo pa, zdaj bom rekla, ne, sam si rekel za mamo v domu, pozabimo pa, da je to lahko zelo hitro. Ja, se to je res. In da so izgubljeni trenutki, včasih res izgubljeni. Ljudje so 15-20 minut stran, pa se ne grejo obiskati. Ne. To, ja. Kaj šele tako daleč. Ne, pa jaz grem v Koper, moram videti. Pa zgleda, da mi, ki imamo malo dlje, verjetno bomo šli večkrat kot ti, ki so tle 15-20 minut. A se lahko vidimo. Se veš, zakaj se zdaj le smejim, ne? Ja, zato, ker se tudi mi štirje menimo že ne vem koliko let, da se bomo dobili, pa iz istega kraja smo, ne? Tako da, pustimo, pa nikoli nimamo časa za to. Nimamo časa, ja. Tako da tudi mi dva pašava, nažalost, v ta koš. Mislim, mravljice sem te upovedal, ja, mravljice. Tako. Si delamo, si garamo in na koncu ti toliko ostane časa podreneš, a bi si odpočil, a bi si pripravil kaj za jutri. Ali pa si res svojimi najožjimi, se mi zdi, ne? Ja, sej je to lepo, ko vidim dol, da so itak se obiskujejo vsi skupaj, ki so bliže tam dol. Eni imajo pač tak način, drugi pač, ker smo res na vse strani, je ful težko potem reči, ok, zdaj pa jaz grem na kavo. Pa ne morem na kavo. A to res, kaj? Kako ne moreš?
pa ne morem na sprehod. Zakaj ne moreš na sprehod? Ker si ne vzameš čas. Ker ne moreš, ker boš raje naredil nekaj, ker misliš, da boš kaj prepustil. In potem to ti reče, se neko prej zdravje, isto tako sem imel koncert, priprave in vse to. In me je po tolkem sikiranju in nerviranju in stresu me zvilo, ne, valjda. In sem šel na urgenco. In sem počal na urgenco, ker nisem vedel, kaj je. Jaz mislil, kaj to, te bolečine še nisem začutil. Pa tako prsni košelj? Je prvo v želodcu, pa potem se je dvigalo v prsni košelj. In potem sem rekel, to pa ni v redu, ne. In sem šel gor na urgenco, me odpeljala Petra. Od 8 do 4 sem bil na unih pri 5 proti bolečinske, ker vmes pa so delali EKG, rentgen, pa to se, da vidijo, kaj je. Potem so ugotovili, da je pač tale, kaj sem rekel, gastritis. Pa sem šel na gastroskopijo, pa sem mislil, da bom na gastroskopiji. Jaz sem se tresel, ko sem prišel tam, rekel, kaj mi boste dali to cel noter, rekel, kaj je zdaj to. Zdaj, gledajte, vi me ne uspavajte, pa bo vse v redu. Pa so te? So me uspavajo in potem slišim, Samuel, kaj so? Kdo me zdaj zbuja? Pogledam gor, ker reče, vedno, ko se zbudiš, da kao ti vidiš nekaj čisto drugega. Ne? In jaz sem videl mojega nečaka, ki me zbuja. Kao. Zdaj, kaj je Alen? Ne, tle to... Ni Alen. Ja, sorry. Sem dobro. In sem dal, sploh nisem čutil nič. Zdaj se zbudil, sem rekel, vsaj sem se naspal. Pridem še, joj, ne pošiljaj tega v vesolje. Ne. Samuel, veš, kaj mi je pri tebi zelo zanimivo, da o vsej tej svoji življenjski zgodbi brez dlake na jeziku, brez težav javno govoriš. Nima problema s tem. Mislim, ne maram govoriti o otroštvu. Ker otroštvo sem imel malo tako težje, ker ni bilo najlepše, ker pač itak moja dva nista Slovenca, rojena tle, pa potem so prišli, mi smo pač bili na Škofijah, na meji, pa je bilo, nismo bili dobro sprejeti, recimo. In je bilo malo težko kot otroštvo. Je bilo malo težje. Dokler nisem začel igrati kitaro, potem pa bilo vse malo boljše. Ampak dobro. To pa zdaj v bistvu, ko govorim o mojem življenju, mislim, da vsak bi lahko govoril. In ko ti imaš, ko ti se sprostiš in poveš človeku vse, kar ti je, leži na duši ali pa kaj, jaz mislim, da je to neka vrst metanje tega bremena sebe dol. Govoriš dol, ne rečeš, ok, sem povedal, sem lažji, zigral naprej. Točno to, ne? Zato, ker nimaš konstantno nekega bremena, da moraš skrivati, se pretvarjati, da si nekaj, kar v resnici nisi. Točno to, ja. Jaz mislim, da vsak bi moral tako biti. Ko gledam te politike, vidim, da to ni res. Ampak ni važno, tega ne bomo niti rekli danes. Bova postila danes, bova ostala raje pri kitari. Pri kitari. Kitara je bila tvoja, oziroma je še vedno tvoja prva ljubezen, to si nedolgo časa nazaj povedal in tako kot si zdaj tudi omenil, ne, da dejansko ti je kitara predstavljala eno terapijo, nekam, da si se lahko odmaknil takrat, ko je bilo pač najtežje, sploh zato, ker otroštvo, kot si omenil, ni bilo najlažje. Verjamem, da če nisi dobro sprejet, da je tukaj za sabo lahko potegne tudi veliko hudobije, otroške, veliko žlehtnobe in tako naprej. In je zanimivo, ko se recimo kdaj s kakšnim gostom tukaj pogovarjamo o tem, kakšni časi so, koliko je tega v osnovnih šolah, koliko se že zmerjajo v teh nizkih razredih in tako naprej. Pozabljamo pa, da tudi v naših časih, ali pa v časih mogoče naših staršev, mojih staršev, se ni bilo prav zelo drugače, ne? Ja, v bistvu, da ni. Jaz mislim, da ni. Če ti zdaj pogledaš nazaj, ne? Konstantno to tako bilo. Kaj se tiče pa kitare, jaz bom rekel, da v bistvu meni je kitara res to, ko se je rekla neka terapija. Moja prijateljica v bistvu od 6. leta naprej, jaz sem zdaj 55. To je 25 let, ne? Sam neko prej. Ja, tako, ja. In v bistvu meni to bilo res najboljše. Jaz sem res imel, ko sem bil žalosten, kitak, nisi kot otrok dobil te ljubezni, niti od staršev, niti, ker nisem mogli. Oni so samo delali. Ti si lahko bil prepuščen sebi
Pač nisi mogel nič. In jaz, ko sem imel kitaro, mi je to bilo... Kako si jo dobil? Wow, ukradel sem jo. Jaz sem se zlagal v videospotu, da sem jaz dobil kitaro. Mislim, to sem jaz naredil zgodbo, kao, glej, samo Lukas je dobil, ker to je bila moja želja. Recimo, da bi jo? Jo je dobil starejši brat. In to je bila moja želja, da bi jaz dobil kitaro. Ne? In potem sem naredil v videospotu, ta mali fantek, ki je v videospotu, je moj nečak, Tim. In moj brat Amir pa je oče njega in pač on je kao njemu prinesel kitaro in mu je dal pokazati, kaj je začel in potem to je nekaj, kar si v resnici želel, ne? Tako, ja, to je pač tisto moja zgodba, ki si bi jo želel. In potem pa ta kitara mi je bila vse povsod z mano. Jaz do 4. razreda osnovne šole nisem govoril, da jaz igram kitaro, pa ker sem doma vedno, ko sem prišel. Jaz sem znal po 2 kilometra, ko so imeli, oni so na Škofijah so imeli dol, so imeli šagra. Šagra ti je kot ta veselica, vaška veselica. Aha. In so bendi igrali, ne? In pač jaz sem laufal 2 kilometra dol, ker sem vedel, da bo igral in sem gledal za ograjo, sem gledal v roke, akord, kako pribe uno do gordko in sem laufal domov 2 kilometra. In po spominu. In probal jaz se učiti, ker nisem bil, kje boš se, YouTube-a ni bilo, mislim, YouTube-a ni bilo, ali pa da bi ti nekje videl. To slučajno, če si pogledal na televiziji, če si ulovil kakšen akord, ko je bilo tako, oče mi je pokazal pa res prvih par akordov, potem sem se samo dopolnjeval na ta način, ker nisem vedel kako, ker jaz nisem vedel, kje dobiti akorde, sploh da bi me zaučil. Vedno, če so me hoteli upisati v glasbeno šolo, so mi dali trobenta, sem nekaj, ne bom igral trombente, jaz bom igral kitaro. In vsi bi igrali kitaro, jaz pa ne bom. 3-krat sem šel in 3-krat so mi dali trobenta. Pardon. In nisi ustal pri trobenti. Itak, da ne, vsej, itak verjetno bi tudi tam bil dober. Ampak nisi potem nikoli nadaljeval s kitaro v smislu samouk šolanja? Čisti samouk. Samouk in to mi je verjetno tudi malo žal, ker zdaj v bistvu itak po posluhu delam, je super, posluh se mi je ful dobro razvil. Kar se pa tiče teorije, bi verjetno bilo dobro, da bi šel jaz kaj nekaj drugega, ampak mislim, da imam dovolj znanja, da lahko tudi danes brez tega, ampak vem, da bi kot otroku mi dosti pomagalo. Lažje bi mi prišel do nekih stvari, ker bi tudi po posluhu drugače slišal. Rekel si, da ti je oče nekaj teh začetnih akordov pokazal. On je tudi neko obdobje bil glasbenik, ne? Potem pa zaradi družine zapustil. Mama mu je rekla, ali glasba, ali jaz. In valjda je glasba pustil, ker pač ni nikoli zaslužil nobenega denarja. On pač bolj prijatelji, ko so bili mlajši, to govorim, neko smo bili. Ko so bili mlajši, so imeli bende, in potem oni so itak naredili bend in potem so hoteli iti igrati zvečer, da bi oni naredili žur, ampak vse ni bilo nič plačano. In valjda, on je ostajal do poznega in potem prišel domov in je rekel, mama, glej tako, ali boš delal, ali boš kaj, moramo živeti. In ona ga je pač smela itak, da verjetno je to zamiral za celo življenje. Ali pa ne, da sta ostala skupaj? Ne, skupaj pa sta. Jaz zdaj njo dva, ko vidim v domu, ko oče njo hrani. On je star 84, pardon, mama pa 80 bo zdaj. In on njo hrani. Torej, ta ljubezen, v bistvu, ker sta bila miš pa mačka, konstantno sta se neki pričkala ali pa nekaj, ampak to je bilo pač verjetno ta način izraženja njihovega. Za nas je bilo mogoče se kregati ali kaj mislite, ne. Ampak njim je bilo tako. In zdaj, ko vidim, da on njej gre dati za zajtrk, malco, kosilo, malca, popoldanska, večerja. On 5-krat gre njo hraniti. On njo gre preobleč, ker itak v domu so pa niso, ker imajo veliko teh ostalih, ki morajo to izskrbeti za njih. In potem pač oče ne čaka, jo obleče in da na voziček, ker ona ne more hoditi. On jo dviga, oče ne dvigajo, ker on je bil operiran z 28 leti hrbtenico, ampak dobro. Rekel, dokaj sem jaz, bom dvigal, ko ne, pa ne bom več. Jaz hočem vedeti, da je ona jedla in da je ona okej. Brezpogojna ljubezen. In skupaj sta na istem štuku, samo ona je v svoji sobi, ker je pač dementna, on pa ima svojo sobo. In sem ful vesel, da so očeta dobro sprejeli in ga imajo ful radi. Da se ima dobro tam. Ja, ima se fajn. Ne vem, če opaziš, jaz veliko
ko se reče, grem ven iz zgodbe, ki mi postaviš vprašanje, potem grem končam nekje, ker misli mi totalno delajo 1000 na uro in zgodbe mi se filmi odvijajo po glavi že konstantno in imam ta problem, ko mi nekdo nekaj vpraša, začnem govoriti to, govorim nekaj časa, potem pa spremenim kar nekje drugje, končam, ampak no, veš, kaj mislim, ne? Ampak to je čar takšnih pogovorov. Ja. Glede na to, da nisva na klasičnem intervjuju, ampak da imava čas in da lahko obdelava marsikaj. Da se bojiš, da boš kaj pozabil povedati. Ne, sploh ne. Nekaj ni. Zdaj koncerti, nekateri so, ta večji je že za tabo, drugi koncerti, turneja še prihaja oziroma se pač odvija. No, tako. Kakšen je občutek, ko da glasbenik ven nov album in začne s koncerti? A je mal te strahospoštovanja, kako bo publika vse skupaj sprejemala, ali je samo gas, pejmo? Ne, jaz sem že naredil test s tem prvim, sebe dajem, je itak so sprejeli ful dobro, ampak ta nov, ker jaz sem snemal pesmi in potem sem dobil koncert za Valentinovo na Ljubljanskem gradu. Zdaj, boš kaj, jaz bom zagral vseh 15. Pravi on, kaj boš igral? Jaz vse 15. Se nimaš prijavljen, sem šel na Saza, sem prijavil. Pravijo, ok, kaj zdaj bomo igrali nove komade? Rekel je, nove in stare. Bomo naredili koncert samo Lukas. Valentino, so mislili, da bom jaz naredil koncert bolj žur, pa ne vem, kaj se to, da, kot jaz, pač so navajeni. Navajeni. In tako smo razprodali vse, super, se neko, no super, zdaj pa bom jaz njim dal avtorstvo. Jaz sem probal in je šlo ful dobro. Res je bilo super in novi komadi sprejeti zelo dobro. In tako ni prej so poznali, nekaj ne, in tako da ne, pa plesali so na nove komade. Rekel, plešali na nov komad, ki ga ne poznajo. To je super. Ker itak je bil koncert, so sedeli. Sedišča, ja. Potem na koncu sem rekel, itak, da malo makne stole, sem rekel, no zdaj pa naredimo. Tega bomo malo zaplesali, ne? Valjda. Itak zaplešal na komad nov. Rekel, odlično, če so plesali še na to, mislim, da je dober odziv. Vsi so prihajali do mene, so rekel, da se jim všeč komadi. In v bistvu strah pred izvajanjem teh tvojih avtorskih ne sme biti, ker če ti imaš strah pred izvajanjem, to pomeni, da nisi nekaj dobro naredil, a pa se bojiš, da nisi dobro nekaj naredil. Da ne stojiš za tem, ne? Če si ti samozavesten in če ti si siguren v to, da je to dobro, ti moraš to njim potem pričarati, da je res tako dobro, pa mogoče še boljše. Ne? Ker če tebi dobro, mogoče njim še boljše. Zato, ker ti si kritik do vsega tega, zdaj pa moraš dati to ven. Ne? In potem, odzivi so dobri, jaz upam, da bo še boljši, tako da je to. Če bi zdaj bila Petra tukaj z nama in če bi jaz njo vprašala, kakšen je Samuel Lukas doma, kadar nima najboljšega dneva, kaj misliš, da bi odgovorila? Jaz mislim, da bi rekla, mogoče bi bilo dobro, da se kdaj razjezi, ali pa da kaj pove na glas, ker jaz v bistvu ne maram, še iz otroštva ne maram, da se nekdo krega, pred mamo pa jaz pa tudi ne, mislim krega, da je glasen. No. Da povzdigne glas. Da povzdigne glas, ja. Verjetno bi rekla, da sem cool, ampak da bi se lahko popravil tle. Aha, nekaj klupic bi še lahko bilo. Čakaj, če nisi človek, ki bi kdaj povzdignil glas, kako pa potem zgledaš takrat, ko si res neugoden? V bistvu zelo resen. Najhujše je to, ko se potem nabira, ti v bistvu ne paše ti veliko stvari. Vsakemu ne paše. In če ti ne poveš to takoj, je brez veze, ker se ti polni. In v bistvu samo potem je, kako je flaša polna, potem pa ti moraš malo zdvigniti glas, ker niso navajeni, da si ti malo zdvignil glas, a pa povedal, to pa ne gre tako, no. In ko rečeš na ta način, je potem njim uno, a so užaljeni, a veš, ko tudi nekateri imajo ful ego, ki, kaj boš ti meni tako govoril, ne, a pa ne, je pa ful pomembno meni, recimo, jaz gradim, jaz bom rekel, Samuel Lukas je zame kot, ne vem, lastnika firme, brand, ki ga gradiš, recimo, ne. In če imaš nekoga, ki ti konstantno nekaj prepreke daja, pa če je v bendu, pa ti konstantno moraš te prepreke, pa ti ful je težko, enkrat moraš povedati, da to ni okej, ne, ta prepreka mora se umakniti stran. In
vedno veliko je bilo nekaterih glasbenikov, recimo je bilo, da sem moral veliko razmisliti, kaj narediti, ne? Ker meni je dober človek, meni je dober glasbenik, vse, ampak Ni pa šlo skupaj. ne gre pa, ja, da gre skupaj. Ne? In potem sem pač moral narediti korak, da sem zamenjal. In to mi je bilo meni težko, ker jaz sem človek, ki se naveže na ljudi. In potem pa moraš na novega človeka se spet probati nekako navezati. Ne? In je konstantno nekaj novega. Je v redu menjava, ampak ne moreš konstantno menjati. A ti je kdo kdaj v življenju zaradi tega zameril? Ja. Jaz mislim, da ja. Ker ni bilo po njihovo in potem jaz sem rekel, ne morem tako, ne, pač moram delati po svoje. In da moram dati strani, potem ni bilo v redu, ker sem itak, ne vem, mogoče on dobo otroka ali pa, veš, kaj potem ima občutek, da sem ga mu rekel, zdaj pa je dovolj, ne boš več z nami. Potem pa sem jaz najhujši zaradi tega, ker on je otroka ni pa razmislil, da mogoče naredil nekaj slabega tle, da bi se on lahko poboljšal zaradi tega otroka. Ne, da bi vse skupaj to lahko funkcioniralo, ker jaz imam v bendu 7-8 familij. Zdaj pa v bistvu teh 7-8 familij mora biti zadovoljnih, vsi morajo biti zadovoljni z mano, recimo. Ker jaz sem samo Lukas. Ali je naročnik, če je bobnar, pa če je klaviaturist, ali pa če je kitarist nekaj naredil slabega, je vedno samo Lukas. Ne. In je to ful dobro, recimo, da če si z nami, da dihamo skupaj, ker jaz v bistvu nisem od tistih, da bom jaz sem samo Lukas, jaz se ne bom družil z vami, vi ste moji muzičari, ne, vi ste tam, ne. Ne, jaz sem z njimi. To pa lahko jaz iz prve vrste potrdim, da vsakič, kadar smo na kakšni prireditvi skupaj, je backstage za vse, ne, in nimaš posebne garderobe in tako naprej. Jaz se bom fural z njimi s kombijem, jaz ne bom šel posebej zaradi tega, ker pač sem jaz samo Lukas, nisem nič več, ne. Na nastopu smo enakovredni in meni je to pomembno. Tega se moram še dotakniti, seveda, da zdaj že kar nekaj časa, no, ne v zadnjem času, ampak že kar nekaj časa sodeluješ tudi s hčerko, oziroma sta v bistvu začela malo sodelovati, pa se je to potem kar raztegnilo na daljšo dobo, ampak zdaj jo lahko vidimo tudi kje druge, koliko ima še časa za Ja, fotra. ona je tudi kje druge, ampak je to dobro, ko je bila mlajša, recimo sem bil, da ona ful uživa v petju. Nje petje je bilo, wow. Vse ona je bila s 13 leti z mano na RTV-ju. Da sem bil pri Marjetu, da sem bil v šovu, pa sem moral pač hčerko pripeljati, pa kaj bi ona delala, počela v življenju. Potem je ona zapela še tako 13-letnica, pa zapela sva skupaj od 13 let je bila stara. Pa v Tivoliju, jaz mislim, da to je bil njej najtežji nastop, kar je bilo. V Tivoliju Dejan Zavec je postal evropski prvak in preden je on prišel v ring, sva pela jaz pa ona I got a feeling, tonight's gonna be tako mat. Ona je pela v žensko in Black Eyed Peas, ki je bil. In to je bila pač himna od Zavca, prednji prišel na oder, ne. V Tivoliju, to je bilo njej verjetno najtežje. Koliko je bila pa stara? 13. Wow. 13 let stara. In potem, valjda, jaz, ko sem šel na nastope, sem bil te poletne nastopi, akustični, ko so bili dol Piran, Portorož, to so vsi prihajali, tako to je bilo noro. Sem vedno Arjano povabil na oder, pa vedno, ko je prišel na oder, sem videl odzivi, da so zelo dobri. Ker jaz sem vedel, da Arjana zelo dobro poje, sam se mora še narediti, ne. In potem sem vsak nastop je vlekel, sem rekel, potem, ko pa je bila dovolj stara, rekel, Ari, a bi pela z nami v bendu, bilo to je tako, nje je bilo, wow. Pa s temi glasbeniki vsi, ki so bili, pa takrat je bil in Nace in Nermin Puškar in vsi glasbeniki, ki so bili od vseh, se je lahko naučila ful, ne. In je bilo to ful dobro in še vedno je dobro, ne, se še vedno delamo, ampak zdaj po tolikih letih je itak, on je tudi na svoji poti, ker jaz tudi probam nje govoriti, da je pomembno njeno avtorstvo, ker je zelo dobra, piše pesmi, sama naredi linije, in to je res dobro. Glasbo pa je že po moje, no problem, ne, naredijo. Ampak se ustavlja in nekaj zdaj pari, moraš naprej, ne moreš zdaj, vse je v redu, ti si pri meni, poješ, jaz si dam full fronto, da gre naprej, da itak, da ljudmi dela, ko gre pri Žanu Serčiču, je Žanom naprej, tudi se je super, nočem, da je to dovolj, zaradi tega, ker bo ostala samo pek vokalistka, ne, in
Zdaj pride za 5 par komadov tu in naprej, ampak ljudje vejo, da dobro poje. Ljudje, mene vsi sprašujejo, radijski voditelji, na televiziji bilo kje, vedno vprašajo za Arjano, kdaj bo prišla, pa to, kar jim je zelo všeč. In mora graditi na svojem avtorstvu in igra, super se uči, tako je upisano v glasbeno, zdaj gor je učijo klavir. Tako, da misliš, da bo zdaj kaj jezna, ko bo to poslušala, pa bo slišala na koncu, da jo zdaj le javno malo brcaš, da mora kaj avtorskega narediti? Ne, da brcam jo ne, je pa, ona ve, da jaz sem to tudi njej povedal, meni je dobro, da v bistvu se izraža na drug način še, ker ljudje kome čakajo njen glas je fenomenalen in to vsi povejo in tudi jaz kot oče, ne govorim kot oče, ampak govorim kot... Že sama energija tudi, ki jo oddaja, kaj šele potem cel paket z glasom. Je komplet, je karizma. Ona, ko zapre oči, ko poje gor na odru, vsi so okoli nje in padejo v njen svet. Samuel, kaj je tisto, kar počneš, ko rabiš svoj mir? Kaj so tvoji trenutki sreče? Ja, v bistvu meni je ful dobro. Ti povem, cel dan sem aktiven in potem gremo ven s Petro, ajde gremo malo. 15-20 minut, no problem. Gremo malo na en sprehod, potem pa, ne vem, pridem domov, pa, ker nikoli se ne uleževa na kavč, ker mi dva to ne delava dosti, ampak se ne uleževa na kavč, pa gledava skupaj nekaj. Ampak mi je ful fajn biti s Petro, ker s Petro sem res, živim z njo, pa sem malo kvalitetnega časa preveden z njo, zaradi tega, ker se preveč posvečam drugim stvarem, ki so itak pomembne tudi za moje življenje, recimo, ki ga imam, pa tudi za naše življenje. Ampak ona toliko se da notri, da res, ne vem, kaj bi največjo besedo, ki bi jo najdel, da je pohvala za njo, ne, ker res se trudi toliko dosti več za druge kot zase, tako bom rekel. Pa nisem, da sem jaz tukaj, ampak za vse ljudi bi naredila vse, sebe pa bi s tem mogoče uničevala, ne. Zaradi tega, ker je fizično in psihično težko, ne. A si romantik v povezavi do nje? Do ne nje. V pesmih, ja, do nje. Pa po pravici povedano, jaz romantik, sem mislil, da sem bil, ko sem bil mlajši. Ampak romantik nisem preveč. Sem pa, dam pa veliko ljubezni. Ne pa se posvečam, res, probam dati maks od sebe, koliko se da vse in mislim, da vedno probam razvajati ljudi in tudi se posvetiti ljudem. To je v bistvu tako, kot je ona, recimo v tem, da se trudi na vse, jaz sem isto tak, ne. In da so vsi zadovoljni okoli mene, pa če bom jaz mogoče malo nesrečen. Ne tako, ampak romantik, bom rekel, da sem 30%. Dan začneš z dobro jutranjo kavo? Ja, v bistvu, nažalost, zaradi tega, ker ne bi smel, ampak zdaj ne pijem več kave. A od želodca naprej? Ja. Mislim, kaj zapiješ, čaj? Ne, pijem to. Brezkofeinsko? Ječmenovo, kaj ta? Veš, ko smo pili kot otroci, ko smo pili one, Frank pa one, Divka, ali kaj so bili one. In smo pili, to nam je bilo dobro, in sem zdaj probal na novo, ker so rekel, jaz pa tak, če sem pil kavo, jaz sem pil 10 kav na dan. Preveč. 10 kav, bom rekel, mogoče v slabih dnevih, če sem imel studijsko snemal, nisem pil nič drugo kot kava, ne. Jaz v bistvu nisem od tistih, da bom pil viski pa pivo, pa viski pa pivo, pa reč sem šel po kavo. Tu grem na sestanke, spijem kavo. Imam 5 sestankov, sem spil v 2 urah 5 kav, ne. Mislim, se zgodi. Zjutraj pa itak sem spil po 2 kavi. No problem, ne. Zdaj pa spijem to eno zjutraj, popoldan zvečer spijem eno mogoče to ječmenovo in mislim, da sem spil kavo in mi je ful dobro. Si se lahko navadil? Ti povem po pravici, imaš v glavi v bistvu, da moraš piti kavo. Moraš piti kavo. Mislim, moraš. Ker to ti paše, ne? Se navlečeš. Ampak verjetno je tudi to kul, ne. Zdaj ne vem, a to škodi ali ne, ta ječmenova. Pravijo, da manj oziroma da ne, pa če smo jo kot otroci lahko pili, bolj je že v redu. Ne, da prereham še njo, bom kakao začel piti. Ja, zdaj so bolj moderne, se veš, te razne drugi napitki, neke ekskluzivne. Kaj neki moči, pustva, ne, to ni. Kava je kava še vedno. Točno to, če grem, zdaj sem se prikršal, sem bil v Portorožu z njo, zdaj bom spil eno kavo, pa ne boš pil, zdaj kave ne smeš, zdaj bom eno spil. In sem spil eno kavo z mlekom, se nekaj dobro je.
Kaj pa glede prehrane, rekreacije in tako naprej? A ti najdeš čas tudi za to? Ne. Aha. Mislim, da se vidi po meni. Jaz v bistvu res ne najdem čas. To je največji problem v bistvu, da se začneš rediti o tem, da v bistvu ti ne ješ normalno. Jaz se zbudim zjutraj, si vzamem kozarec tople vode, pa si naredim to ful dobro kavo in potem pa začnem delati. In v enem trenutku se odpirajo vrata in se pokaže Petra in je ura 24. Od 9 do 24 nisem sploh nič jedel, jaz sem spil še kozarec vode, mogoče dve. Torej, jaz sploh nisem vedel, da toliko časa šlo mimo. In je, a ti si že doma? Pa ne, vse se lahko, jaz obrnem, pa grem nazaj. Rekel, ne zanimivo. Pravi, a ti nisi jedel nič? Ona znori, ni tako ve, da nisem jedel. In potem se grem nekaj narediti za jesti. In to je narobe. Ja. Pa še posebej zdaj, ki bi moral jesti več. Mislim, večkrat, ne več. Ponavadi se novoletne zaobljube dajo po novem letu ali pa pred novim letom. Ja. Ti jo lahko daš zdaj. Jaz ne bom dal obljube, ampak moram pa začeti, ko je toplo. Jaz vedno, če je malo toplo zrak, potem pa lahko grem in na kolo in laufat. Ali pa iti hoditi na dolge. Ja, ker jaz imam problemi s sinusi in jaz, če grem na malo mrzlo, jaz se moram ful paziti, zaradi tega, ker zvečer ne bom pel. Vem, da ne. Ker meni ko zobaše gotovo. Meni se ne zapre sluzijo, meni se zapre zaradi sinusi mi natečejo. In potem imam ta problem, da v bistvu ne morem peti, ne morem spati, ne morem jesti, ne morem nič. Imam velik problem s tem, tako da v bistvu ne vem, kaj bom naredil, ampak moram čakati topel čas, da je topleje, da jaz lahko grem fizično se ukvarjati. Kaj pa narediš, če se ti to zgodi, recimo pred, ne vem, nekim koncertom? Ne, imamo lint sprej, evo, tako moram. Mislim, sprej za nos, ne bom rekel lint. Ja, sprej za nos. Sprej za nos v bistvu uporabljam in to mi v bistvu pomaga in vse, kar sem naštel. Pri nastopih, pri spanju, pri hrani, jaz ne morem jesti, ko imam zamašen nos. Ni šans. Jaz sem bil recimo na operaciji, zdaj, ko so mi delali zgoraj, so mi najdi dve cisti. Torej, recimo zdaj bom govoril, ker sem čez 50. Dve cisti so mi najdi in so mi pač odrezali zgornji del. Cisti kje? Na zobni dlesni, ne vem, gor, ne bo, ne vem kaj. In en je bil pod nosom in sinus se je udaril, ne. In mi odreže in mi se zapre 100% ta nosnica, ker je pač moral popravljati, ne vem kaj. Ta druga pa je bila 50. Jaz sem imel odprta usta, 1:15 sem bil pri kirurgu, da mi je to delal, po 1 uri sem jaz dobil panični napad. Ker nisi mogel dihati normalno. Nisem mogel dihati več. Jaz sem vedel, kaj naredi, jaz nekaj cukam za tukaj, pravi, ne, mi zdaj to imam jaz, kao ti moram končati, kao še na kost, lih kost ti delam, jaz sem, ne morem dihati. Prav kot da se dušiš pod vodo. Shit. Oh my God, to sem doživel zdaj, jaz sem se spominjal otroštva svojega, kar je bilo najhujše potem ono. Zdaj meni se je vrnil film otroštva. Sem jaz rekel, kaj to dogaja, bom šel, kaj jaz njega cukam. Nisem mogel dihati, veš, ker 50% zraka ti dobiš samo potem? Ja, in nič, potem ko mi je umaknil, mi je zčistil usta, ker pač v ustih sem imel tekočino in vse. Ne, valjda polno sem imel, tle sem tiho sem, koliko je šlo. In potem jaz potem umakne, kaj je? Zdaj nekaj, daj mi to dol, ker bom strgal sebe vse. Nisem mogel, ker nimaš ono paniko, nisem mogel. Potem, ko bi umaknil, sem samo zadihal, sem se dvignil. Sem rekel, a veš, da zdaj nisem mogel več dihati. Pa ni vedel, kaj se dogaja z mano. Ne. Tako da bilo, ja, okej. Jaz sem ti lahko se pogovarjal do pojutrašnje. Res je. Tako da, dejva, Samuel, midva vsem zaključiti z bolj prijetno temo, ne zdaj ravno spet zdravstvenim stanjem. Ker če ne bojo ljudje... Vse so rekli, sam ne govori o zdravju. So rekli, kaj bo rekel, če mi pride. Mal pa moram. Ja. Je pa to lahko opomnik za to, da
da smo malo pozorni na zdravje, a ne, pa da si mogoče kakšno minutko več časa vzamemo za počitek v življenju. Samuel, to ti tudi, Eva, ne? Vem, ja, sej zato zdaj to tako glasno govorim na glas, da tudi sama sebe slišim. Kaj je tisto, Samuel, kar si pa recimo v tem letu, v letu 2026, najbolj želiš zase osebno? Ne kot Samuel glasbenik, ampak ti za sebe. Itak, da bom zdrav. Spet smo pri zdravju. Da si bom vzel res veliko časa za moje ljubljene in da bomo šli na morje in da se bom odkačal. Tam je tako dobro. Ko me čakam morje? Ne vem, kako si ti. Kam pa hodite na morje? Jedem dol v Valkanelo, postavim prikolico. In ker jaz si pavšalist? Primorc, ja. Pazi, Primorc, ki ima prikolico. To je malo čudno, ampak ne? Zdaj ne. Zdaj, ko pogledam, v Valkanelih je več Koprčanov, ki imajo, sem vedel, koprska registracija. No, tako da postavim prikolico in potem, ko imamo 2 dni, 3 dni fraj bum, grem nazaj na stopi, vikendi itak, tega bo ful. Želim si tega, da se bom več družil, da bom več videl poje otroke, da bom še več videl mama, očeta, da bom vsemi mojimi, ker v bistvu je to nekaj najlepšega, kar lahko imaš. Ne? Bo pa seveda leto 2026 tudi delovno, kar nekaj koncertov zdaj le še prihaja, promocija nove plošče in to bo en tak dober rock'n'roll, ne? Točno to. V bistvu in kar se tiče financ, koliko sem porabil, recimo, treba zdaj veliko narediti tega, da dobiš to in nazaj, ne? Tako da imamo tudi veliko privatno stopov, imamo z bendom, ker tega verjetno ne bom pustil. Ne bom kar tako, bom rekel, zdaj pa, kar si želim, pa je nastopati s temi moje avtorskimi pesmi, ki se res počutim močnejši in bolj samozavesten. Kadar izvajam tuje komade, itak naredimo žur. Potem pa, zdaj, ko sem naredil toliko komadov novih, mi je vse manj, imam volje izvajati coverje, ne? Ampak verjetno bom ostal v tem še nekaj časa. Samuel, najlepša hvala za tvoj čas. Vem, da je dragocen. Vzami si danes kakšno minutko časa zase, prav? Ja, najlepša hvala, Eva, in zelo super podcast imaš in verjamem, da še veliko dobrih gostov prihaja. Hvala, z veseljem. Lepo vodi, pa se vidimo na koncertih. Ja, se vidimo.